avtor knjige Borut Smrekar. Verjetno vam ga ni treba posebej predstavljati. Jaz bi lahko samo prebrala, kaj o njem piše, ampak bi raje povzela, je človek, ki je z dušo in telesom posvečen ali predan glasbi, glasbenemu ustvarjanju, opernemu ustvarjanju, kot ustvarjalec in poustvarjalec je zagotovo tisti, ki lahko tako z praktičnega kot z teoretskega vidika daje eno pogled v to zadevo. In z nami je tudi Vinko Vetrendorfer, režiser zadnje uprizoritve Ekvinokcija, odrske uprizoritve Ekvinokcija leta 1998 v ljubljanski operi, potem je bila pa še leta 2007 koncertna uprizoritev. To pa je pravzaprav dejansko zadnje, kar smo Ekvinokci lahko srečevali v javnosti v izvedbeni obliki. Tako da se mi zdi tudi ta pogled, glede na to tudi, da smo gledališki inštitut, pogled uprizoritve pri operi eden od bistvenih elementov, kajti moje osebno mnenje je kot tiste, ki se morda bolj teoretsko usmerjam na uprizoritveno smer kot na glasbeno smer, da je opera zagotovo najbolj celostna, res en Gesamtkunstwerk v tem pomenu besede, da vsebuje vse te prvine, različnih umetnosti, ki kulminirajo in se pravzaprav v celoti izkažejo v svoji odrski uprizoritvi. Samo delo, ki si ga boste potem, vsi ste seveda vabljeni, da si tudi knjigo vzamete, se loteva dejansko zelo celostno samega Ekvinokcija, od tega, kakšen je Kozinov o skladatelju, o Ekvinokciji, splošni podatki, potem opera, kaj pomeni Ekvinokcij v opernem opusu Marjana Kozine, kako je nastal, o samem libretu, glasbi, razčlemba po dejanjih, potem praktični problemi v uprizoritvi, avtor se ukvarja tudi posamezno z vsako uprizoritvijo, primerja dosedanje izvedbe, jih tudi vrednoti, poda potem sklep, umesti Ekvinokcij v slovenski operno literaturo. Posebno vrednost knjigi pa dajejo tudi priloge, skice za Ekvinokcij samega avtorja, schematski primerjava libreta in pa drame, originalni libreto, slovenski prevod libreta izpod peresa avtorja knjige in pa potem seveda vsi podatki, ki so potrebni pri takem delu od imenskega stvarnega kazala in bibliografije. V uvodu si zapisal, ker smo kolegi, mi dovolite, da se bomo kar tikali, da se ne bomo zgubljali, upam, da se strinjate s tem. V uvodu si zapisal, da je primarni namen opernega dela njegovo uprizarjanje. Če citiram, jedro esence opernega dela tvorijo besedilo, glasba in uprizoritvena substanca. Kako pravzaprav razumeti opero? Kateri so kriteriji njegovega vrednotenja? Kaj pravzaprav je opera, če čisto tako? Ja, opera je amalgam oziroma neka zlitina teh treh momentov besedila, glasbe in uprizoritvene substance. Seveda to zlitje, bolj kot je kompaktno, bolj kot je enovito, močnejše je delo kot celota. In seveda, kadar vrednotimo operno delo, bi se tukaj moramo nekaj vedeti, najprej ločiti, kaj je predmet vrednotenja. Eno je vrednotenje opernega dela, drugo je vrednotenje njegove uprizoritve in izvedbe. Tukaj imamo dve vrsti. Govorimo zdaj izključno o vrednotenju opernega dela. Seveda tukaj ne moremo izvzemati neke ene od teh komponent in jo vzeti kot osrednjo, zaradi tega, ker to potem preprosto ni več oper. Pač pa gre za to, mislim, te tri komponente so nekje v enem ravnotežju. Imamo primere, ko je ena kakovostno ali pa po izrazni moči dosti odstopa od druge.
možne so vse mogoče kombinacije, ampak na koncu pa neko delo, ki naj preživi dlje časa odrskega življenja, preprosto mora biti v nekem ravnovesju. Je pa seveda to ravnovesje dinamično, ker potem ne samo tisto, kar samo delo da, ampak seveda se vzpostavlja tudi skozi samo uprizoritev. Da jaz nekoliko neortodoksno pristopil k vrednotenju in sicer izhajam iz tega, kaj je pravzaprav namen stvaritve. Kolikor poznam iz literature in iz osebnih izkušenj, to avtorji ustvarijo zato, da se uprizarja in da s tem nagovorijo javnost, občinstvo, in je to primarni namen uprizarjanje, ne pa mogoče znanstveno proučevanje, akademske razprave in podobne zadeve, ki jih prvotni namen nikakor ne izključuje, ampak seveda tukaj lahko zelo hitro pridemo na vrednotenje oziroma na opredeljevanje določenih momentov, ki pa imajo s samim prvotnim namenom na koncu kaj malo skupnega. In če se vprašamo, mislim, kaj bi bil tisti osnovni kriterij za vrednotenje opernega dela, je to po mojem mnenju, saj jaz sem ga na ta način vzel, je to nek uprizoritveni potencial, ki ga nosi delo v sebi. Jaz sem to označil kot zmožnost dela uprizoritvenega učinkovanja. Se pravi, da je delo tako, da kliče po uprizarjanju, po možnosti, po čim različnejših okoliščinah in momentih in je še vedno uprizorljiva. In recimo z veliko substanco, oziroma s to močno zmožnostjo se recimo dela, ki se skozi daljši čas uprizarjajo, to gotovo pokaže, to so recimo posredni pokazatelj, potem še bolj dela, ki so zmožna nagovoriti občinstvo oziroma konzumente s različnimi vsebinami. Tudi to imamo recimo pri nekaterih starejših delih, nas danes nagovarjajo s popolnoma drugimi rečmi kot v času svojega nastanka. In seveda zdaj se moramo vprašati, nekje pa treba začeti glede čisto osnovne orientacije, kako k temu pristopiti. Jaz sem pristopil na ta način, da sem pogledal, kaj vsebuje ta uprizoritvena substanca oziroma zmožnost uprizarjanja. Tukaj sta nič novega, ne bom povedal, dva pola. Eden je ta tako grobo rečeno moment veščine, ker zadeva taka, vsak medij ima določen jezik in če hočemo ovrednotiti, da je neko delo dobro, potem je predpogoj, da je to delo v jeziku, ki v določenem mediju lahko funkcionira. Bom dal zelo grobo primerjavo, če vzamemo nož za rezanje mesa, je lahko narejen iz najboljših materialov, lahko je fantastičen dizajn, lahko ima tudi ne vem kakšno drugo vrednost, ampak dokler ne reže mesa, ne moremo reči, da je to dober nož. In seveda, če imamo mi narejeno neko opero, ki na odru ne bo učinkovala, ta ima lahko najboljši tekst, najboljšo glasbo in se te zadeve, mislim preprosto, to ne moramo reči, da je dobra opera, pač pa je dobra glasba iz te opere ali pa nek dober odlomek in te stvari. To je ena plat, kjer seveda, kaj to pomeni? Gre za to, da je delo ustvarjeno na takšen način, da lahko zaživi in preživi na odru. To je vzel kot osnovo, tukaj naprej se da vrednotiti. Seveda je tukaj prepletena tudi druga stvar, oziroma drugi pol, to pa je sama ideja. Mislim, to je pa ta potencialna izrazna moč, ki jo neko delo nosi v sebi. Seveda tudi neko delo, ki je lahko obrtno, sjajno narejeno, ne bo živelo na odru vsaj s kančkom tega drugega pola in v takem primeru bomo lahko rekli, to je dobro narejena opera, dobro izdelana, ni pa to dobra opera. Ampak tukaj je tisto, ko se začne vrednotenje, seveda močnejši, ko je ta izrazni moment, ki je vnešen v
to operno delo, seveda toliko boljša je opera. Mislim, toliko samo na približno, na kakšen način sem se pristopil tukaj k vrednotenju, ker primerjam tudi nekaj slovenskih opernih del in sem s tem utemeljil, zakaj sem se odločil, da obdelam ekvinokcije. Uvediš tudi pojem funkcionalne učinkovitosti, ne? Ne, funkcionalna učinkovitost, to je pa zmožnost uprizoritvenega učinkovanja. To je tisto osnovo, to je ta potencial, ki ga nosi. No in pa sem čisto opredelil z izrazi, da bom točno povedal, ne, to se pa deli na funkcionalno uspešnost dela, se pravi, da je delo narejeno, da lahko funkcionira v tem mediju, in na drugi strani je pa potencialna izrazna moč, tista potenca izrazna, ki jo delo vsebuje in ki se jo da potem preko ustvarjalcev prenašati naprej na občinstvo. Tu namreč ta tvoja razdelitev oziroma te kriterije vrednotenja, ki jih zelo jasno postavljaš v uvodu, pravzaprav so mi namreč potrdili tudi tezo, da v resnici opero, tudi kadar jo kritiško gledamo, zelo težko ločimo samo glasbeno plat in samo uprizoritveno plat, ampak je vedno treba gledati kot neko celoto. In tukaj recimo prav z tega področja se mi zdi, da večkrat zelo šepamo na naši sceni. Še bolj zaradi tega, ker ne znamo ločiti dela od uprizoritve in uprizoritve od izvedbe. Tako. To so potem še naslednje zadeve in se te stvari pomešajo in potem je pogosto tako, da ne vemo, kdo pije in kdo plača pravzaprav, ampak deluje pa verjetno globoko. Ekvinokcijo opredeliš kot najboljšo slovensko opero. Zakaj? Morda na kratko. Zaradi tega, ker je po teh kriterijih, ki sem jih naštel, se je izkazala, da tem kriterijem v kakovosti oziroma v moči najbolje ustreza. Če pogledamo po eni plati, to je tretja največkrat uprizorjena slovenska opera. Prvi je Gorenjski slavček, ampak to je zgodba zase. Ker Gorenjski slavček moramo vedeti dve stvari. Gorenjski slavček je najstarejša in je bilo največ časa za uprizarjanje. In druga stvar, da pri Gorenjskem slavčku je cela vrsta druge prtljage zraven, ne samo glasbene. Bi vas vprašal, če bi kdo lahko zapoje eno vižo iz Gorenjskega slavčka, pa ne tisto, kar so potem dodali noter in je bilo popularno, ko vsi so prihajali v drugem dejanju in se čaka, kdaj bosta Vilma pa Francovi zapela tisto. Ne? Mislim, tako da to so stvari zelo vprašljive in predzadnja uprizoritev že je pokazala, da brez neke ironične distance delo danes težko preživi. Potem drugo največkrat uprizorjeno delo je bila Parmova Ksenija. Pri Kseniji je tako, da Parma je bil absolutno dober operni skladatelj, poznal teater in te zadeve. Je noter nekaj zelo uspelih pasosov, je pa res, da njegova invencija pa le ni bila tolikšna, da bi lahko v daljšem časovnem obdobju preživela in se ne iztrošila. In potem so pri Ekvinokciju, ki je doživel 10 uprizoritev in s katerim je potem gostovala ljubljanska opera od Rusije, Češke, Slovaške, Avstrije in kar je treba povedati, vse uprizoritve so uspele. In na vseh gostovanjih je delo poželo priznanje. Mislim, to so nekje posredni pokazatelji. Pa seveda druga stvar, tudi potem, ko se pogleda od blizu, to je absolutno opera, kjer je jasno, da je avtor obvladal medij, ki je partitura izdelana na izjemno visoki profesionalni ravni, kot jo pri nas sploh redko srečamo, in seveda to je tudi opera s zelo veliko izrazno močjo, z vrstno glasbo, s simfoničnim intermezzo, že sam po sebi, tako da po teh kriterijih, mislim, nobeno od drugih opernih del, ki sem ga obravnaval, v takšni meri ne izpolnjuje teh kriterijev. Nastajala je že pred drugo svetovno vojno. Ja, začel je pisati leta 1940. In končal, mislim, 42. leta.
Po podatkih iz knjige je razvidno, da je avtor pravzaprav pisal z mislijo na krstno uprizoritev v Beogradu. Seveda, Kozina je študiral v Pragi in potem je se vrnil v Slovenijo in je bil v eni hudi ustvarjalni krizi. Preprosto se med vsemi temi tokovi glasbenimi ni znašel oziroma ni našel neke smeri, kjer bi videl sebe. Potem je šel službovati v Beograd in v Beogradu se mu je odprlo, tam so nastala prva dela, zelo kakovostna, pomembna, je pa iz njegove zapuščine jasno, da je bila opera središče njegovega interesa, vse življenje je bila na prvem mestu opera in potem je dolgo iskal temo, jo je končno našel in seveda tudi mogoče ni slučajno, da je zbran ta Vojnovićev ekvinokcij. Bil je v Beogradu, imel je izredno močno željo, da bi se uveljavil, da bi uspel. Njegove skladbe tam, kar so jih izvedli, so naletele na zelo dober sprejem, nikakor pa mu ni uspelo priti v beograjsko opero. Pa mu je pri tem pomagal Lovro Matačić, pa mu je pomagal režiser Erik Ecl, vendar to ni šlo skozi in želel je se tam postaviti s to opero. In seveda Vojnović tudi po drugi plati bil takrat zelo učislih kot avtor in tudi na to kaže, da sta sestro potem, ko je bilo treba dopisati določene dele libreta pa zbore, sta to pisala v srbskem jeziku. In imamo v izvirnem libretu en tak jezikovni konglomerat, ko imamo nekaj izvirnega Vojnovićevega teksta, potem imamo popolne srbizme, ki z dubrovniškim dialektom nimajo nikakršne zveze in to je potem, kadar so to uprizarjali, recimo v Sarajevu pa v Novem Sadu povzročalo lektorjem precejšnje preglavice, kako to stvar urediti, to je razbrati iz klavirskih izvlečkov, ki jih hranijo v zapuščini. Je pa potem, seveda, druga svetovna vojna, potem te načrte za to krstno uprizoritev, te predvojne načrte prekinila, ampak libreto je pa potem potoval, ne libreto, partitura, potovala in se tudi ohranila čez vojno. Ja, mislim, z Beogradom se zgodba še ni končala, ker tudi po vojni je želel najprej uprizoriti to v Beogradu in dvakrat so mu preprečili. Tako da potem je prišla ljubljanska uprizoritev pa zato, ker je beograjska popolnoma propadla. S partituro je bilo pa tako, da jo je poslal preko italijanske ambasade v Ljubljano, v ljubljansko opero, ker je tudi tukaj želel imeti uprizoritev in od tam je prišla k staršem. Ko se je potem z družino vrnil v Novo mesto, to je leta 1943, je partituro zakopal na vrtu in v neposredno bližino je potem kasneje trešila nemška bomba in eksplodirala in k sreči je partitura ostala nedotaknjena, tako da je po vojni odkopal in je... To je bil dejansko edini izvod te partiture? Vse tako kaže. Kaže, da je bilo nekaj klavirskih izvlečkov, kjer je eden se zgubil v Švici, eden ne vemo, ki je v Beogradu, potem pa kako bilo z ljubljanskim in to ne vemo, ampak partitura je bila pa to edina. Dotaknil si se zdaj tudi že te sage želje po krstni uprizoritvi v Beogradu, ki je tudi po vojni ni bila realizirana in potem je bila pravzaprav krstno uprizorjena opera 2. maja 1946 v Ljubljani. Kako je pravzaprav potekala to, da je prišlo do tega, da je bila potem opera krstno uprizorjena pa v Ljubljani? V Beogradu so začeli leta 1945 študirati opero. In tam se je zgodila strašna stvar, ker je v operi Zetski knez se je pojavil Bog in nekaj podobnega in so potem ždanovščino navdahnjeni čuječniki to problematizirali in seveda so morali potem tisto popravljati in kaj je hujšega. Tukaj imamo prizor v ekvinokciju pred cerkvijo in duhovnik je zraven in tudi tukaj se Bog omenja. To je bila
tista zadeva, ki v Beogradu takrat ni šla skozi in tukaj tudi Kardelj ni mogel pomagati, je bila stvar zapečatena. In zato je potem bil najprej že takoj po vojni uprizorjeno v Prešernovih dnevih, je bilo uprizorjeno tretje dejanje iz Ekvinokcija, ki je poželo največ odobravanja. To je tudi avtor sam dirigiral, ne? Avtor sam dirigiral, režiral je pa Stupica. Potem pa leta 1946 je bila pa prva uprizoritev v Ljubljani, kjer je pa v Leskovškovi režiji, dirigiral je Samo Hubart in je ta opera izpolnila pričakovanja, ki jih je najavljal že tretje dejanje, ki je bilo uprizorjeno. To se pravi v resnici 4 leta po končanem delu, ampak hkrati se je pa med tem zgodovina zgodila. Ogromno se je zgodilo. Zdaj, v samem delu, v monografiji obravnavaš tudi ta odnos med Vojnovićevo dramo in pa med samim libretom oziroma med delom, ki ga je posvečal Kozina pripravi tega libreta, tudi vprašanju konca, spreminjanju tega konca, kaj ga je intrigiralo pravzaprav s tem koncem, kaj v resnici tudi ti si izpostavil določene zadeve glede tega konca. Ja, najprej pri samem libretu. Tega sem se lotil dosti natančno, ker je ponavadi pri slovenski operi težava v libretu. Ničkolikokrat se zgodi, da skladatelji preprosto vzamejo nek tekst, iz tega bom naredil opero in začnejo komponirati, ne da bi se vprašali, kaj in kako je s temi zadevami. Libreto je pa zelo posebna in zelo občutljiva literarna zvrst, ki ima seveda svoje zakonitosti, in dramski tekst, ki lahko v dramskem teatru čudovito funkcionira, je lahko za opero povsem neuporaben. In če vzamemo kakšen operni tekst in ga poskušamo uprizoriti brez glasbe, bomo zelo malo našli takšnih, ob katerih bi lahko preživeli. Tako da zato sem potem dal čisto za primerjavo, kako se je Kozina lotil, kako je uporabljal ta Vojnovićev material, da je potem prišel do tega zaključnega libreta. Moramo pa opozoriti še to, da je določene stvari tudi kasneje po uprizoritvah še popravljal. Nikoli ne veš, dokler ne vidiš na odru, kako to učinkuje. Konec je pa seveda drug problem. S koncem se je veliko ukvarjal že Vojnović in sicer je šele v tretji različici to potrdil kot definitivni konec. Ampak ta konec v Vojnovićevi drami je tak, da jaz si ga preprosto ne znam predstavljati v operni izvedbi. In zato je tudi Kozina tukaj poskušal nekako to opero le smiselno zaključiti in 3 zaključke imamo ohranjene, lahko pa da je bil 4., ker ne vemo, kakšen je bil prvi konec, ker so strani iz rokopisne partiture iztrgane. Tako da ne vemo, če je bil konec spremenjen že ob prvi uprizoritvi ali potem šele ob drugi. In seveda v vseh teh koncih je uporabljen material iz zaključka Vojnovićeve drame, vendar gre zmeraj za nekoliko drugačne poudarke. Zdaj, gledano vsebinsko, je Ekvinokcij in tudi v Kozinovi obdelavi nekje je in naturalističen na eni strani in simbolističen. In recimo vsako teh zaključkov da vsebinsko nekje en simbolen poudarek, ki je drugačen. In zato smo ohranili že pri izdaji Društva slovenskih skladateljev vse te različice zaključkov, zaradi tega, ker je čisto od uprizoritvenega koncepta odvisno, zakaj se odločimo in kako kateri konec bi bil tukaj najbolj prikladen. To je na vsebinski ravni.
Potem je pa gledano čisto operno, potem ko se ta drama razvija in pride do tistega silovitega zaključka, v operi ne učinkuje najbolje, da pride do umiritve. Po tistih zvočkovnih masah je zelo težko ohraniti napetost oziroma vzpostaviti napetost. Šlo bi z neko pavzo v tišini, ampak da se pa potem nekje zvokovno umiri in ponikne, pa stvari niso nekako najbolj učinkovite in to je begalo tudi Kozina. In kljub temu, da je dal blagoslov na zadnjo različico, je le zadnja različica taka, da je sam potem ni popravil, je umrl prej tako, da je vprašanje dokončne različice, vse po mojem mnenju in tudi po mnenju recenzenta Igorja Grdine, še vedno upravičeno lahko odprto. Še vedno en prostor za raziskovanje? Še vedno prostor. Jaz sem pa tudi nakazal, na kakšen način bi bilo možno pa narediti zaključek s tem, da ga naredimo operno učinkovitega, ampak s tem seveda pa spremenimo, odvzamemo določen simbolni pomen in dobimo v bistvu ne glasbeno, ampak vsebinsko veristično opero. Kot možnost. Po uprizoritvah, po krstni uprizoritvi leta 1946 je bila opera potem uprizorjena leta 1948 v Ljubljanski operi, leta 1951 v Sarajevu, potem spet leta 1960 v Ljubljani, leta 1963 v Novem Sadu, leta 1965 v Mariboru, leta 1976 v Ljubljani in kot zadnjo, kot sem že omenila v predstavitvi, leta 1998 v Ljubljani, potem je sledila še koncertna izvedba leta 2007 v Ljubljani in to postavitev leta 1998 je režiral Vinko Möderndorfer. Vinko, to seveda ni edina opera, ki si jo režiral, pa morda kot vprašanje, kaj pomeni režirati opero? To zagotovo ni isto, kot režirati dramsko delo. Ni seveda isto. Najprej čestitke za to knjigo, jaz se nisem še celo program, pa popoldne, ker sem jo dopoldne dobil, vidim, kako natančno je analizirana, dobesedno od strani do strani, in ko sem malo listal, sem videl, kako se veliko spomnim te opere, kar odpirajo so se mi ob branju prizori. Kar se opere tiče, gotovo je opera največje gledališče med gledališčem. Skratka, kraljica gledališča je brez dvoma opera. Ima pa seveda cel kup posebnosti in težav, zato ker, če ni perfektna, potem je slabša od slabega gledališča. Tako nekako se mi zdi, da bi pa bila opera perfektna, jaz sem v tem, ne vem, svojem zanimanju za opero gledal ogromno oper tudi v tujini, nekako se mi zdi, da vedno grem pogledati in ne vem, če sem videl 3-4 res dobre opere, ampak tiste so bile pa tako dobre, da so me spremenile, da se ne da. V gledališču pravzaprav večkrat doživiš to neko tako umetniško euforijo. V operi pa malkrat ravno zaradi tega, ker je tako ogromen in kompleksen, mora vse pravzaprav štimati, seveda pevci, vse se mora zliti, kar ste že prej govorili, da ne bom. Ima pa opera še eno zadevo, ki se mi zdi, da je za režiserje zelo zanimiva. V operi se poje in glasba je in emocije so, ki nam jih takoj dajo. Ampak predvsem se poje, se pravi, se ne govori in je pravzaprav že v svojem fundamentu dvignjena od realizma. Opera ni realistična umetnost. Za teater včasih verjamemo, da je, pa tudi ni, seveda, če človek stopi na oder, to ni res, to je že igra, ampak v teatru na nek način verjamemo, da je zares, tako nekako. Sploh recimo cela struja tega gledališča 20. stoletja, ker gre pa res zares, to je ta solze, krvi, sperma in tako naprej, ker se že te meje prestopajo v nekaj drugega. No, opera je pa stilizirana. Že v svojem defaultu, v začetku je stilizirana in na nek način se mi zdi, da režiserji oziroma ustvarjalcem, vsem, scenografom, kostumografom omogoča to, kar omogoča neko
uprizoritveno čarovnijo, ki bi v gledališču izgledala kič, v operi pa ne. Zato, ker je od vsega začetka opera že sama, sprejmemo to, da ljudje med sabo pojejo, da zapoje dober dan, zapojejo vse, ne samo hude stvari. Tako nekako se mi zdi, zato je pravzaprav fino, v operi je fino, ker lahko nekaj narediš, kar v gledališču pravzaprav ne moreš, ravno zaradi glasbe. Opera je tudi perfektna, se mi zdi. Jaz sam veliko oper slovenskih sem režiral, tudi po zaslugi gospoda Smrekarja, ki mi je pač to omogočil, precej slovenskih oper, tudi precej novitet. Tako se mi zdi, da nekako približen sem si ustvaril, pa tudi klasike sem veliko delal, tudi Počinja in tako naprej, res zelo dobre opere, ne. Sem si na nek način ustvaril neko sliko, kaj je zdaj ta opera. Opera je, so opere, se mi zdi, ki zelo sledijo v svoji glasbi značajem in jih z glasbo podpirajo. Včasih celo ilustrirajo, kar je recimo Verdi, zato Verdi je osebno razen 3 njegovih zadnjih oper, se mi ne zdi dober, čeprav ga ima publika vladno rada, ampak on je ta tip, ne, imel je dobre libretiste, brez dvoma, ne, ampak to on je ta tip, nekako se mi zdi, in pol, ko najde neko melodijo, jo ponavlja in ponavlja, zelo hoče biti všečen, razen zadnjih Falstaffa, Otela, pa te zadnjih 3 oper, ne, tam se mi zdi pa, da je tam tudi ni Ari, recimo, ne. In tako, skratka, to se mi zdi en tip opere, drugi tip se mi zdi seveda, ki tudi pelje zgodbo in pomaga oblikovati pevcu značaje, ne, in hkrati atmosfere, in to se mi zdi, recimo, Počinje najboljša varianta takšnega skladatelja, ki tudi ne izkorišča melodije, ko enkrat najde, nam jo ponudi, ampak potem zelo hitro odvzame, ne, tako nekako se mi zdi, da je v tem zelo iskren. Poj pa seveda vrsta teh oper modernega časa, ne, ki seveda ne upoštevajo, to je tudi naš Širić, recimo, ne, pač poznam, sem ga 2krat režiral, ki pa seveda imajo svojo glasbeno vizijo gledališča, se ne ozirajo na te, da bi z glasbo karakterizirali ali pa pomagali pri atmosferi, ampak grejo naprej z neko svojo glasbeno noto in zato se nam včasih zdi, da so te liki glasbeno oblikovani na ist način, ne? Da ga to ni zanimalo. Ampak seveda, ko pa analiziraš tudi Šilica in seveda, če ga režiraš, ga analiziraš, ne? Ugotoviš, da je seveda tudi on seveda profiliral z glasbo, profiliral like, ne? Ampak vse tako je na nek drug način. No, pri tej operi, če se zdaj vrnem k tej operi, za katero tudi jaz mislim, da je ena najboljših oper, mogoče res najboljša opera slovenska, Vena je predvsem prevzamete zgodbe, ne? Tako kot je najbrž tudi skladatelja. Še ena stvar se mi zdi bistvena, no? To je že gospod Smrekar omenil, da skladatelji, to vemo iz biografij, dolg časa iščejo pravo temo, ne? Ampak ne pravo temo, ki bo odrsko efektna, ampak tisto temo, ki je njim blizu, ne? Kar se mi zdi najpomembnejše, ne? Da ti kot skladatelj pišeš neko glasbo in z glasbo pripoveduješ zgodbo, ki jo ti čutiš, ne? Ki jo ti osebno, ki je tvoja zgodba, ne? In jaz mislim, da je pri Kozini to se zgodilo. In pri dobrih operah se to zgodi, ni naključje, da se to dolg išče zgodba, ne? Najslabše so te zadeve, ki so skladatelji brez tega osebnega odnosa do zgodbe, ne, lotijo pisanja, zato ker pač znajo napisati, ne. Tiste opere ne morejo nikoli zaživeti. Nekako se mora to spojiti z skladateljevo senzibiliteto in tukaj se mi je zdaj in pri Počinju velikrat, ne, pri dobrih operah se ti zazdi, da je to bila res njihova zgodba, ne. Tako se mi je zdelo, ampak če biografijo pogledamo, ta razseljenost med Beogradom pa Slovenijo, pa to, kar sem razmišljal, vse to so te begunci, sicer kulturni, čustveni begunci, vse je bil skozi na poti, ne. In ta igra je, Vojnovićeva je o ljudeh, ki
ki zapustijo svoj otok, svoj dom, svoje rojake in grejo za trebuhom, za kruhom, sicer ne, ampak tako da nekako se mi zdi, da se je on tle tu ujel kot to. Zato je tudi tako dobro napisan. Sem prepričan, ampak to so seveda mahinacije, ne, to nikoli ne bomo vedeli, kaj je res, ampak mislim, da je to nujno pri ustvarjalcu, ne. Pri tem operi me je fascinirala že zelo od začetka, že tudi kot zgodba, ampak manj kot Vojnovićeva drama. Jaz sem takrat dramo prebral, Vojnovićeva drama me ni toliko, se mi je zdela prenabuhla, premalo zastarela, malo zaprašena, tako ne vem, tako nekako se mi je zdela, kot ni iz nekega drugega časa. Imel bi hude probleme, če bi to v gledališču poskušal prizoriti. Pri operi pa seveda ni bilo. Nekako ni bilo ravno zaradi tega, ker je opera že sama po sebi malo privzdignjena in se mi je zdelo, da vse to paše, to kdo je zdaj oče, pa potem razkritje očeta, pa potem na koncu seveda umor, ne. Zdaj, če se nazaj spomnim, seveda jasno, kot režiser vedno iščeš nek kompletum, no, se včasih rata, velikrat ne rata, včasih na pol rata, ampak tako da je res celota, da je scena, kostumi, mizanscena, oblikovanje likov, da je to na nek način se zlije pevci, igralsko, pevsko, da se to zlije v neko celoto, v kateri te nič ne moti. To redko kdaj rad, no, ampak k tem težimo, ne, in pravzaprav režiser postavlja neko materijo v prostor, ne, se pravi iz papirja, iz partiture v neka razmerja. In tam se mi je že zdaj sem se spomnil, ko sem popoldne gledal, pa sem prebral ta del v teh koncih, se mi je zdel, da je pomembno, da so tri stvari pomembne. Da je pomembno, če gremo od zadnje naprej, da je zelo pomembno ta umor, kako ona pahne tega, in to piše dol, brezno da pahne. Potem to razkritje očeta, ne, in seveda te begunci, oziroma danes bi jim rekli begunci, čas takrat so jim pa rekli, se pravi, migranti, ja, ki grejo v Ameriko in pustijo vse to in mnogi se ne bojo vrnili in tako naprej. Danes bi rekli, da so to begunci, ne, begunci. Zato se mi zdi tudi, če malo preskočim, ta igra absolutno aktualna, ne. Ampak je to aktualna, se mi zdi, da v vseh časih, ker vedno obstajajo begunci, takšni ali drugačni. Zdaj je pač ta tema zelo radikalno med nami. No, in sem seveda svoje razmišljanje skupaj s scenografom pa kostumografom, bila je gospa Alenka Bartl. Torej, kako bi to predstavo seveda naredil svežo, ampak kako bi, izhajal sem pravzaprav iz konca, ta umor, kako ga ona pahne, je blazno močno podprt gladbo, tako močno, da je seveda potem pomirito lažje. Točno se spomnim, da je bil to problem. Se pravi, da je ta umor scensko treba narediti silovito, res silovito. In je bila kompletna scena, se spomnim, sva se pogovarjala, nekako kot ena cesta, ki pele tako za Vogavska, taka cesta, na katero grejo begunci, morje kot cesta, in hkrati se je to dvignilo gor in ona ga je tam gor pahalna res v prazno. Spod smo imeli tiste blazine, ne? Ampak on je padel globoko. Ne? In naša predstava je imela pomiritev, ker je bila scensko ta akcent tako zelo močen, da ne glede na to, da se glava potem ne pomiri, ne? Ampak se je pomirila, ne? Pa so strani prišle. Skratka, to se mi zdi pomembno, to je naloga režiserja, se mi zdi, da najde, da izhaja iz pravih strani in da jih zna scensko potencirati. Ampak mi smo kompletno sceno podredili temu trenutku, tam v Vogalu, vedeli smo, da je visoko. In ona ga pahne, ne da bi ga, to ni načrtovan umor, ne? To ni načrtovan umor, to je stiska pravzaprav, ne? Stiska, pahne ga, ne? Drugače bi ga drugače ubila, ne? Ampak pahne ga, to pahne sprošče. To nekako je bilo in je bilo to v tej predstavi tako rešeno, ampak hkrati je to pogojilo kompletno scenografijo. Ampak ni bilo problema, ta cesta, ki je šla od rampe in se je dvigala, izginjala za Vogavo, je bila na 8 metrov se je dvignila, ne? Je bila cesta. Cesta gre skupaj z begunci, s temi, ki odidejo, ne? Hkrati je to morje, vem, da je to morje tam preteklo potem. Na levi in desni strani so bile pa seveda
te hiše, ki so nam služile kot interierji, eksterierji. Težka zadeva do prizoritev, ampak s tem, ko smo našli ta detalj, smo našli pravzaprav, ki ga je že avtor predvidel, ne? Ki ga je avtor že v glasbi predvidel, ker je tam se kar zgosti zadeva, ne? Prav spomnim se, zelo, zelo dobro. In te begunci, vem, da sem jih postavil v nekaterih delih, to sem tudi se zdaj spomnil, ne? Ko sem bral, so za odrom, ne? Glasovi teh. Mi smo jih postavili kar na oder, ne? Tako da te v ozadje, tako da niso peli za odrom, ne? Ampak pravzaprav smo jih postavili za oder, s tem smo jih izpostavili, poudarili. Če bi danes to delo, bi verjetno še bolj te ljudi, ki odhajajo. Moram reči, da se spomnim, seveda tukaj so krasne vloge, Mirjam, ne, to je bila njen Kalin, to je bila njena prva taka velika vloga, s katero smo kar poklekli, tako je bila dobra, res je bila dobra, ne, kot mati, in igralsko dobra in tudi pevsko dobra, se spomnim, pa še druge se spomnim, ta Jurgec iz Maribora, no nekak, ampak moram reči, da to, pri operi je tudi ta težava, sam še to povem, je tudi ta, ne težava, prednost ali pa težava, da skladatelj pravzaprav z glasbo določi tudi značaj, tudi ritem, jasno, ne? To v teatru vse sami določamo, ta prizor gre hitreje, ta prizor gre zdaj, ta prizor ga kar črtamo, skratka, ta prizor, skratka, vse določamo, tudi značaje določamo, ne? Jerman je lahko, ne vem, cagavc, lahko je alkoholik, skratka, vse, smo zelo, zelo svobodni, v operi smo svobodni manj. Ampak ne, smo pa svobodni v tem, kako to razumemo in kako to analiziramo. Tu smo pa popolnoma svobodni, ne. In seveda, jasno, če na ta način, kot je gospod Smrekar analiziral, ali pa kot sem jaz poskušal to analizirati, pa vedno poskušam po vsaki operi, seveda odkriješ, kako to roko skladateljevo, kako je tukaj v orkestraciji naredil to namenoma, zato ker je čustveno stanje tega, ki bo prišel čez 2 minute, takšno, ne. Ker nekako se mi zdi, da je drugačno delo, res drugačno delo je, in seveda jasen, skladatelj določa ritem dialoga, določa atmosfero, z glasbo jasen, dober skladatelj in seveda določa tudi značajske lastnosti. In če se glasba analizira, in kar pri dobri operi gre to kar skupaj, ne, glasba in tekst in je potem že, bi človek rekel, pol narejenega, ne. Je že, značaji so že v glasbi, pri dobri operi so značaji v glasbi, težko pa je seveda to izluščati, kakšni pevci to znajo zelo dobro, kakšni ne, kakšni režiserji se sploh ne zavedajo ali pa ne zavedamo tega ali pa nam to uide. Tako da ja, drugače je treba brati opero, glasbeno je treba brati, zato da bi potem naredili en kompleten odrski dogodek. In še enkrat, ja, mislim, da je opera res najbolj gledališko gledališče. Absolutno. Zagotovo, tukaj tudi, ko se govori o prizarjanju oper, kot se poudaril, tudi ta ritem čas, nemožnost črtanja določenih prizorov, praktično režiserji dajejo tudi ta izziv, da lahko to odrsko dogajanje pa vseeno postavlja, ne glede na, da ta čas lahko konec koncev zapolni tudi z neko odrsko zgodbo, ki jo drugače, recimo v drami, hitrejše teče. Tukaj imaš prostor za to in zaradi tega se mi zdi to režija opere dejansko zelo subtilna zadeva. Tukaj ni zadeva, da zdaj sem pa odličen gledališki režiser, bom znal tudi opero dobro režirati, ampak tukaj zahteva zelo veliko močen odnos do materije. Absolutno je drugače. Vidi se isto, vse v bistvu bi se morali tudi v gledališču tako natančno vnašati do besedila, ga na ta način analizirati. Spomnim se Korunovih zapiskov, kaj se je on ukvarjal tam z 2 stavkoma, kako bi to bilo, ne? Se to je to isto brskanje, sam tam imaš stavke, tukaj imaš pa stavke in note oziroma glasbo, ne? Ne vem, moram reči, da se tudi operi lahko črta. To ni problem. Vržemo lahko prizore ven in tako naprej. Zdaj govorim pač o operah,
ki so tako postavljene trdno v smislu Aristotela, ne, da če v nekaj ven vzameš, da se to pozna, ne, in dobre opere so tako sestavljene, tudi dobre drame so tako sestavljene. Ampak smo svobodni, v operi tudi lahko zamenjamo prvo dejanje, to se je dogajalo. To sem tudi gledal take predstave, ki moram priznati, da so bolj delovale na zmešnjavo kot to nekaj drugega. Ampak se vse dela, tako da to ni uvira, ne, da bi, je pa na nek način drugačno delo. Jaz se spomnim, sam ta trenutek bom povedal, ki sicer ni vezan na ekvinokcij, pa gledal sem za Firelijevo v Metropolitanski operi, sem bil en mesec tam davno, leta 2000, v rezidenci pisateljski in sem gledal za Firelijevo Turandot. O, bog, sedel sem tam v loži stranski, ker je bilo cenovno dosti ugodno, drugače razpon tam med 7 in $1200. Lahko tudi dobiš karto za $7. Sicer je stojišče, ki je perfektno, ne. Ampak, ne, skratka, sedel sem tam, ne bom skrajšal za Firelij, to je opera iz leta 50, ki jo je delal v Skali in je delal tudi sam kostume, ne, ker je bil, in je tako scena malo zaprašena, malo je tako, kakor akvarel, ne, tako. Ampak ni to bistveno, vse štima, ne. Vse štima in tam je pela pevka, da ne bom se spomnil imena, ki je Turandot, ki je seveda bila vse prej kot Turandot, bila je gospa jako močna. Jako močna, vem, da je tam poklekljena na eno koleno in točno vem, kaj 5000 gledalcev razmišljali, a bo vstala. A bo lahko vstala in je seveda vstala in pela. Ampak to so anekdote, ne, opera vse to prenese. Pa spremeš to, ampak ko je pela in orkestracija je močna, ne, to je ne vem katero dejanje, in ona je šla naprej in še zbor pove. In ko je pela, jaz, 5000 ljudi, leteli smo, takole nas je zagrabila, dihali smo na isti način z enim petjem, to je bilo in smo leteli. Jaz sem letel in vsi smo leteli. To je ne toma opera, ampak njen glas, ki je šel z lahkotom čez orkester, Metropolitanka, veste, kaj je to, ne. No to je doživetje, to doživiš pa potem rečeš, no se to pa je dosti, v življenju, res, to je neverjetno. To moč ima opera, to je pač ena anekdota, ampak to moč ima opera, gledališče ima drugačno, tudi tam te stvari pretresajo, ampak tudi te lahko spremenijo, ampak resnično drugače. To je pa neverjetno. To je vsi registri vseh umetnosti, od likovne do glasbe, do emocij, do prostora, do vonja. Gledališče ima svoj von, nekako to. Vse stvari se vklopijo in te dvignejo in te držijo takole 7 minut. In bolj te spustijo in rečeš, ojej, kaj je to bilo? Fascinantno, opera je fascinantna, res pa je, da jasno, da se to v operi redko zgodi, v gledališču pa malo bolj, pa več podobno. Ampak to je bila zastranitev. Ti zagovarjaš tezo v knjigi tudi, da pravzaprav ta opera Ekvinokcij še ni doživela svoje polne ali izživela svojega uprizoritvenega potenciala. Kakšen pa misliš, da bi morala biti uprizoritev, recimo? Uprizoritvenega potenciala nikakor ni izživela, zaradi tega lotil sem se primerjave vseh dosedanjih uprizoritev. Zdaj, to je seveda na eni strani zelo težko delo, ker po glasbeni plati je še nekako možno, ampak že tukaj je cela vrsta posrednih virov, kot so takratne kritike, ampak imamo ohranjene le posnetke, recimo že tretje dejanje, ki je z isto zasedbo s Hubadom, ki je bila leta 1948, potem iz leta 60 uprizoritev ljubljansko imamo 2 posnetka, kompletne opere, potem imamo tudi posneto naslednjo leta 76
1970, tukaj smo imeli 2 premieri, takrat Ekvinokcija, sta obe premieri tudi posneti, seveda se pri primerjavi posnetkov jasno upošteva, kaj je posneto v studiu, kaj je posneto na odru, ampak veste, če vam pevc fuša, je popolnoma vseeno, ali je to v studiu ali je pa na ulici, ne, veste, je pač tukaj gre za intonačno nečistost in podobno. In seveda druga stvar so pa kritike. Ne? In kaj se je izkazalo zmeraj, je pa tako, da je nek del prevladal in recimo sploh v zadnjih 2 ljubljanskih postavitvah je bil ta uprizoritelj, scenski del, gledališki del je bil dosti močnejši od glasbenega dela in zato se mi zdi, sklepam na podlagi teh posrednih informacij oziroma domnevam, da je bila kje še najbolj uravnotežena uprizoritev iz leta 1948 s samom Kubadom v Gavelovi režiji, ampak Zlata Đunđenac kot Anica, pa potem Brajnik kot Ivo in tako naprej. Skratka je bila pa seveda Elza Karlovac, ki je morala biti sjajna Jela, ne? Ker tudi piše, recimo prav pri tej zadnji prizoritvi, škoda, da je bilo takrat to postavljeno na repertoar nekakšni 2 leti kasneje, ko bi bilo malo več reda in bi se dalo tudi po glasbeni plati tam spraviti dosti več, ker ne da bi zdaj hotel gospod Medar Glorčarja hvaliti, ampak to je bila zelo dobra, zelo odmevna postavitev, mislim, da v tisti sezoni gotovo najboljša predstava, bi pa bilo na po glasbeni plati možno narediti s obstoječimi kapacitetami še in še. Ampak pravim to zato, ker recimo mi nimamo nekega reprezentativnega posnetka te opere, da bi lahko rekli, to pa je zdaj, recimo, s tem gremo, vam pokažemo, to je eno takšno delo in zato bi bilo res dobro, da pridemo enkrat do uprizoritve, kjer bi bili obe komponenti dejansko uravnoteženi, vsaj v tistem smislu, ki ga ponuja partitura. Oba sta omenila, da je pravzaprav Ekvinokcij že svojo tematiko, vsebinsko tematiko, danes pravzaprav aktualna opera, ne? Da pa je zdaj tudi čas, da razpišemo tudi ponovni njegovi uprizoritvi. Kakšna se vam pa v resnici zdi kondicija današnje slovenske opere danes? Ja, jaz lahko povem samo grobne stvari. Seveda, jasno, jaz imam opero neskončno, res. Tudi ljubljansko opero, to so bili moji najlepši trenutki v gledališču, so bili prav operi. Moram priznati, perfektni ljudje, perfektno zbor, fajn se razumemo, fajn delamo, ampak dobro, ta situacija zdaj z Covidom je seveda prinesla neko dodatno grozo, ki seveda, jasno, ne gre v prid, ampak seveda treba je delati in seveda je treba sprejeti orkester če je to bolj za naše zdravje na sceni, ampak nismo tega navajeni. Moram reči, da od zunaj so opere, ker je orkester odzadaj, zaradi prostora, ampak tam so seveda potem ozvočeni zelo dobro. Skratka, vse to, kar paše zraven, da pevec res sliši, je narejen, tudi pa se seveda prvič s tem spopadamo in kako dirigenta vidi, dirigent ne vidi, skratka nekako je vse skupaj. Ne rečem, da se to ne da, ampak bi bilo treba veliko več znanja, pa te, ki ga nimam, jasno. Tako da to je težava, druga težava je pa seveda jasno, da je opera potisnjena na rob družbenega, kulturnega dogajanja, ampak to ni stvar zdaj, ampak to je z zadnjih let, tudi ni stvar Janševe vlade, da ne bo slučajen mislil, pri tej vladi je to še bolj izrazito, ampak to je stvar 20 let. Opera se potisne, opera, ki je reprezentančna umetnost države, vedno in povsod. Opera blazno stane, opera nikoli nima dobička, razen te opere, ljudske opere, ki jih imajo drugod, ki so na ta način tudi nacionalne opere, velike opere. To je reprezentanca, to se država ponaša s tem, zato vanjo vlaga, zato
ve, da je to država, ve, da je opera velika in pomembna umetnost, ki jo lahko kažejo in jo želijo kazati. Zdaj govorimo o nacionalnih operah. Tu seveda te zavesti pri nas ni, mogoče, da je bila, je takrat, če jaz nisem delal v operi, ne? Ampak ni, počasi je to skozi 30 let upadalo in to je opera je na robu družbenega dogajanja, kulturne politike ne zanima in seveda v skladu s tem grejo tudi finance. Ne? Opera ni poceni zadeva. In potem si ti prisilen, da za enim stolom narediš, ali pa za 6 stoli, ki jih moraš iz fundusa, take banalne stvari zdaj prepovedujem, ampak to je vse res. Ne? Iz 6 stoli iz fundusa moraš narediti opero grande Čajkovskega. Ne moreš, težko, pa rečeš dobro, bomo, pa na koncu ne nekaj narediš, pa poskušaš te slabosti izkoristiti, zato da bi bilo pa jih usrkati, pa sam sebe prepričuješ, da je pa prazen oder pa res v bistvu najboljši koncept. Ne? Ni, ne? V drami to še kar gre, ne? Tu pa enostavno ni, ne? Pa je treba repertoar spremeniti. Ne? To so taki problemi. Pa en problem je, ki ga bom zdaj prvič izrekel, pa seveda ne mi zameriti, gospod Smrekar, ne? Mislim, da so seveda opero vodijo glasbeniki, ne? Kar je seveda logično, ne? Hkrati pa mislim, da bi morali biti tudi gledališčniki bolj prisotni v operi. Opera je gledališče, res da glasbeno gledališče, na prvem mestu glasbeno, pa še gledališče, ne? Ampak je gledališče. Vedno se spopadam z ljudmi, ki tudi s pevci, kakšnimi, opera to je petje. Ja, opera je petje, ja, vrhunsko petje, ampak je gledališče. Res, ne, važen je, da je zapojen, ne. Na vajah so še perfektni, ne, ker ni orkester. Kakor pride orkester, pa dirigenti, tudi dirigenti, žal, seveda imajo to v glavi, ne. Glej me, sam da tukaj stop naprej, pa poj. Nič ga ne briga, ne, in se potem, in to je seveda nekaj zaprašenega, če ni kontakta. Po svetu v operah pojejo vis-a-vis, ne pojejo, se ne pogovarjam, jaz z njim pa dol gledam, ne. Sej to akustika naredi, sej vemo, sej tudi režiser bolj postavi to naprej. Skratka, taki problemi so in to zaradi tega, ker je seveda ta opera, ker jo vodijo predvsem glasbeniki, ki seveda veliko več vejo o glasbi, kakor jaz, ne, ali pa kakor katerikoli režiser, ne, pa jaz se imam, da nekaj vem, kljub vsemu, ampak seveda daleč od tega, glasbeniki so nujni. Ampak v resnici se mi zdi, da v gledališkem smislu je pa se pa to. Tako da zdaj, ko je pa ni denarja, je pa glavno, da zapojejo. Ne, sej bo, pa dajmo, pa to je pol na pol koncert, kaj češ? Pa ne smeš dati Čajkovskega na program, ko ima 7 slik, pa 3 dejanja, pa 2 ure pa pol, ki je že tako zaprašena, odlična glasba, da ne bo pomote, perfektni kvarteti, zdaj delam to. Zato vem, res dobra glasba, da se narediti in bom naredil tako fino, dinamično predstavo, kakor se bo dal. Ampak po sami zgodbi je seveda zaprašena zadeva. Tako nekako treba jo je najti, nekako spovedati jo je treba na svež način, brez mobitelov, brez vsega tega. Skratka, to hočem povedati, to je problem in v tem je kriza. Borut, bi še ti kaj dodal v tem? Ja, najprej, da popolnoma soglašam, da je opera na margini. Mislim, da do velike mere tudi namerno. Ja. Je vseeno, ali je leva ali desna vlada, tudi to moramo reči. Tudi če vsake toliko časa pokaže znake oživljanja, se potem strani kulturne politike pokaže kar jasno izraženo nezadovoljstvo, postane to moteče, tudi to poznamo. Potem pri vodenju glasbenikov in teh stvari čisto ne bi soglašal, ampak vsega preprostega razloga. To, kar vi pravite, da so problemi, teh problemov ne more reševati gledališčnik, ampak so to problemi glasbenega študija. In je tle prvi problem kompetentnost glasbenikov, šele potem pride, zaradi tega, ker konkretno vse to, kar ste vi našteli, to so stvari, ki jih je treba urediti z glasbenim študijem. In to je pri nas nemogoče, zaradi tega jaz moram reči, da 7 let
sem imel kot prvo točko na agendi eno temeljito reformo glasbenega študija, ampak je bilo toliko ostalega nereda in toliko ostalega kaosa na vlake od uvedbe samoupravljanja v glasbeno gledališče naprej, da preprosto še nisem prišel, da bi se dalo tukaj res poseči tako, kot bi bilo to potrebno. In kadar so stvari dobro naštudirane, potem ni težave, da se pogleda tudi stran od dirigenta. Naprimer, kot ena stvar. Tako da tukaj v gledališčnik ne more pomagati, ker ljudje pač se borijo za preživetje na odru. Ne zato, da nekaj dajo od sebe. Kot dejansko vidimo, opera dejansko je nekaj, kar je danes še kako sodobno, kar je danes še kako intrigantno. In morda prepljuli smo pravzaprav od ekvinokcija do kulturne politike, do opere kot celostne umetnine, do načinov, kako se pojmuje opera. Pravzaprav dejansko je res nekaj fascinantnega na sami operi. Pa bi morda tukaj še povabila k besedi tudi vas, naši obiskovalci, prihajate iz vod, ki ste tudi vi, ste gledališčniki, gledalci, ustvarjalci. Da morda kakšna misel, kakšen komentar. Te se pa veselim, pravzaprav smo bili dosti izčrpni, odprli verjetno tudi določene teme, ki bodo dovoljevale še naprej razmislek o operi in njeni zgodovini in hkrati tudi o operi in njeni prihodnosti. Hvala Borut za to res poglobljeno knjigo. In res sem vesela, da je išla v dokumentih Slovenskega gledališkega inštituta in bi si želela, da še večkrat pridemo do takih del, ki se ukvarjajo z operno umetnostjo in z glasbenim gledališčem. Hvala tudi tebi, Vinko, za te tvoje besede, za ta tvoj razmislek. Mislim, da je tudi to veliko pripomore k takemu, ne pripomore, ampak doda k takemu pogovoru. Ta pogled tistega, ki opero postavi na oder, kot si rekel Borut, vse to skupaj je komplet, ni samo glasba, ni samo gledališče, ta komplet je tisti, kar opero dela res nekaj posebnega. Mojca, če dovoliš, jaz bi samo eno stvar še povedal. Večina tega sem napisal pred 15 leti, ko sem imel nenadoma časa na pretek, samo v vsem tem času nisem našel založnika, ki bi bil zainteresiran, da bi to išlo. Potem je prvi, ki je pokazal interes, je bil mojčin predhodnik Ivo Svetina, vendar je ta knjiga pri vseh razpisih padla skozi. To se je ponavljalo ne vem koliko let, in potem se je Mojca pač potrudila, zavzela za to, da smo to spravili skozi. Potem na začetku sem bil malce presenečen, ko je predlagala, da vzamemo še urednika, pa moram reči, da sem bil potem zelo vesel, bi se zahvalil tudi Gašperju Trohi, ker je to svojevrstni luksus, če dela z urednikom. In sploh s takim, s katerim se da kaj polemizirati in podobno. In moram reči, da se to tudi pri kakovosti knjige, glede na tisto prvo različico, precej pozna, tako da bi se tukaj res rad zahvalil, da ste mi omogočili izid. Hvala.